Današnja oddaja Bravo nogomet je posvečena analizi nogometnih tekem. Podjetje Instat skrbi za analize tekem vseh najboljših klubov v Sloveniji. V studiu smo gostili predstavnika Instata Dejana Gavriloviča, ki nam je povedal, kako analizirajo tekme in kaj vse ponuja pridobljena statistika tekem. Da je druga slovenska nogometna liga zares atraktivna liga, so moštvo dokazala v 29. krogu tekmovanja, ko je na 8 tekmah padlo kar 41 golov. Vse boste lahko videli v pregledu vrhuncev zadnjega kroga. Vaš gostitelj bo Srečko Ferlež. Ampak bomo govorili o analizah nogometnih tekem. V Sloveniji na tem področju se z analizami ukvarja podjetje Instat. Zato smo danes v goste povabili njihovega predstavnika za Slovenijo, gospoda Dejana Gavriloviča. Dejan, dober dan. Pozdravljeni. Dejan, kaj je pravzaprav Instat oziroma za kakšno podjetje gre in s čim se ukvarja? Instat je rusko podjetje, ki se že nekih več kot 10 let ukvarja z analizo nogometnih tekem. Delamo pa statistična poročila, tekaška poročila, imamo video platformo, analize nasprotnika in tako naprej. To je v bistvu, to so orodja, ki pomagajo trenerjem pri analizi. Vi ste regionalni menedžer. Kakšne so pravzaprav vaše vloge in kakšno področje oziroma katero področje vi pokrivate? Ja, v bistvu jaz sem menedžer za določene države, sicer Slovenijo, Srbijo in Makedonijo. Nekaj klubov imam tudi recimo na Hrvaškem, v Emiratih in tako še pač drugod po svetu. Moje naloge so v bistvu komunikacija s klubi, podpisovanje pogodb in tudi skrbim za organizacijo snemanj tekem. Očitno gre za precej veliko podjetje, torej ne pokriva samo Evrope, ampak celoten svet. Kako je s tem? To je najverjetneje kar konkretno podjetje. Tako, Instat je v bistvu svetovno znano podjetje na tem področju in seveda analiziramo tekme iz vseh lig sveta. Pa vam kaj pomaga, glede na to, da ste bivši nogometaš, vam pri vašem sedanjem delovanju, pri sedanjem podjetniškem delu pomaga, da ste bili nekoč nogometaš v drugi slovenski nogometni ligi, ste odigrali največ tekem v svoji karieri? Sigurno mi pomaga, ker več kot 10 let sem tudi sam igral, poznam pač delovanje klubov, tudi znam recimo prebrati statistiko, predstaviti in tako naprej. Tako da zagotovo mi pomaga. Pa tudi veliko kontaktov sem dobil med samim igranjem, spoznal ljudi, ki so danes recimo na nekih pozicijah, tako da zagotovo je lažje. Koliko časa pa je Instat že prisoten v Sloveniji in nekako pomaga strokovnim štabom oziroma klubom? Mislim, da 4. leto, da delamo z Nogometno zvezo in sicer vse selekcije Nogometne zveze uporabljajo naše produkte, tako moške kot ženske selekcije. Kako pa je z drugo slovensko nogometno ligo? Sedaj v tej sezoni, v sezoni 2017-2018 se je razširila, pa je prišlo oziroma kakšen odziv klubov je bil, ko ste jim pri Instatu ponudili vaše produkte? Tako, da najprej bi rad povedal še to, da v bistvu prvoligaši že drugo sezono zapored imajo vsi, pač vseh 10 klubov uporablja naše produkte. Za letos, ko je pa Nogometna zveza v bistvu spremenila način tekmovanja in je prišlo pač 16 klubov v samo ligo, sem tudi sam v bistvu malo pogledal, kdo je v ligi in sem opazil, da so to klubi, ki so igrali že prvo slovensko ligo, in da bo ta liga zelo zanimiva in da se verjetno tudi, da se bo dobro delali, da so resni trenerji, mladi in tako naprej. Tako da na mojo pobudo smo mi v bistvu sami organizirali snemanja tekem in začeli ponujati seveda klubom naše produkte. Moram reči, da v bistvu imamo pogodbe z 8 klubi, kar je bilo kar presenečenje v bistvu za prvo sezono in smo v bistvu zelo zadovoljni, da so trenerji in klubi prepoznali to in da grejo v bistvu korak s časom, ker mislim, da te produkti so danes
potrebni za boljše delovanje. No, morda za plastično predstavo našim gledalcem povejva, na kakšen način pravzaprav pridete do analize. Torej, z kamerami snemate dotične nogometne tekme, če se osredotočiva na drugo slovensko nogometno ligo, in kako se potem vse skupaj razvije, da pride do analize celotne tekme. V bistvu mi potrebujemo posnetek in na podlagi posnetka naši, kako bi rekel, analitiki to delajo v našem programu. Se pravi, to analiza tekme, v bistvu, da izdelamo statistično poročilo tekme, to v bistvu traja nekih 6-7 ur. Tako da je program in nekdo mora v bistvu človek to dela, ni to, da bi samo program to naredil. Tako da je tu človeški faktor vključen v to. No, kako poteka analiza in kakšne podatke dobimo iz analize Instata, bomo videli v nadaljevanju oddaje. Sedaj pa si poglejmo prvi del zelo zanimivih vrhuncev 29. kroga. Naj samo povem, 41 golov je padlo na 8 tekmah, kar pomeni v povprečju več kot 5 zadetkov na srečanje. Drugoligaško prvenstvo se bliža koncu, nogometaši pa v predzadnjem krogu niso skoparili zadetki. Gledalci so na 8 tekmah videli kar 41 golov na tekmi Brava in Radomel, pa kar 11-9-2 je slavila ekipa Brava. Absolutno zelo zanimivi rezultati 29. kroga. Mi začenjamo naš pregled na obračunu Mure in Drave s Ptuja. Nogometaši Drave so na koncu odnesli celo kožo in tekmo tudi dobili, toda kljub vsemu je Mura osvojila naslov v drugoligaški konkurenci in se tako že na nek način lahko odpravi v prvoligaško druščino. Prvi zadetek za Dravo je v 10. minuti dosegel Matijas Olubori Fanimo, 0-1, 0-2, 15 minut kasneje ta isti nogometaš, potem pa za Muraše Aleksandar Bošković v 86. minuti za končnih, torej Mura Drava 1-2. Mura prva 69 točk, Drava jih ima 63 in je na drugi poziciji. Selimo se na obračun med Brdi in pa Nafto. Nafta je tu seveda iskala zmago, zato da ohrani borbo za drugo pozicijo in jo tudi ujela. Necka Tazović je bil glavni sodnik dvoboja, edini zadetek na obračunu pa je padel šele v 93. minuti, ko je Mateo Monjac zabil za zmago Nafte z 1-0. Nafta ima 61 točk in je 2 točki za Dravo, ki je druga, Nafta torej tretja, Brda imajo 35 točk in so na 10. poziciji. Zdajle pa na obračun, kjer je padlo kar 11 golov, kar je seveda rekord v tem krogu oziroma v tej sezoni. AŠK Bravo Kalcer Radomlje 9-2. Prvi zadetek je dosegel v 3. minuti Anel Hajrić, gostje so povedli z 0-1. Potem pa 1-1 Milan Džajić v 14. minuti, v 18. minuti Haris Kadrić 2-1. Milan Džajić je bil uspešen tudi v 22. minuti, bilo je 3-1, potem pa 11-metrovka za gostujočo ekipo Anel Hajrić v 36. minuti za 3-2. Anel Hajrić je tudi najboljši strelec Radomljanov v tej sezoni. Domen Jugovar potem dvakrat zapored v 37. in 38. minuti za 4-2 in 5-2. David Brekalo v 42. minuti za 6-2. Milan Džajić dvakrat zapored 56. in 61. minuta za 7 oziroma 8-2 in tu je že bilo jasno, da seveda goste nimajo nobenih možnosti. Končni izid na dvoboju pa je v 76. minuti postavil Matic Marcius in končalo je, kot že rečeno, z AŠK Bravo Kalcer Radomlje 9-2. Radomljani so na 4. mestu 56 točkami na medsosednem obračunu, Bravo pa 46 točk in na koncu 6. pozicija. 6 golov je padlo tudi na dvoboju med Taborom in pa Zarico z Kranja. 3-2 pa končni izid. Dejan Balažič je bil glavni sodnik tega dvoboja, kjer je prvi zadetek na obračunu dosegel Nace Kosmač v 15. minuti. Domači so povedli, gostje so izenačili v 31. minuti. Z 11 metrov, ko je bil uspešen Marko Huč.
No, to pa še ni bilo vse v prvem polčasu, kajti Gaber Petric je v zaključku prvega dela igre poskrbel celo za vodstvo gostov z 2-1. Takole je praktično solo prodor po levi strani in vratar domače ekipe Arjan Rener je bil brez moči. V drugem polčasu so gostje začeli odlično in v 10. minuti nadaljevanja tekme prek ravno Gabra Petrica povedli že s 3-1, torej tekla je 55. minuta, a so se domači nogometaši nekako rešili poraza, ko so v zaključku tekme zabili dvakrat. Najprej Marko Bačanin v 73. minuti lepo je pritekel na prvo vratnico s povolej udarcem tudi zatresel mrežo gostujočega vratarja in pa potem še Leon Sever z 11 metrovke v 83. minuti, kot se je kasneje skazalo za 3-3. Kranjčani so na predzadnjem mestu s 25 točkami, Tabor jih ima 45 in je na 7. poziciji. Dejan, da si bodo naši gledalci nekoliko bolj plastično predstavljali, kako analize izgledajo, bi predlagal, da kar pogledamo eno od analiz in sicer bi morda za začetek pogledali tekmo 29. kroga, kjer je padlo največ golov in sicer dvoboj med ekipama AŠK Bravo in NK Radomlje, kjer je bil rezultat 9-2. Torej, če kar pogledamo, kako dejansko izgleda ta analiza. Tukaj vidimo, da imamo obe enajstirici, torej enajstirica domačega Brava in pa Radomelj. In če lahko nekoliko povzameva, kaj nam dotična slika ponuja oziroma kaj lahko iz nje izberemo. Tako, jaz bi v bistvu rad povedal, da recimo poročilo tekme vsebuje ogromno podatkov. V bistvu je zabeležena vsaka poteza vsakega igralca. Tako da, ko berejo trenerji recimo samo statistiko, se vsak trener osredotoča na svoje stvari, ker če bi zdaj vse šel brati, se zgubiš v statistiki, kar ni dobro, ne? Tako da tudi midva bo zdaj malo pogledala in preletela to poročilo tekme. Ta prva stran v bistvu predstavlja pozicijo igralcev v povprečju na tekmi. V bistvu, tako bom rekel, ta krogec predstavlja, da je igralec 3, se pravi Kurtovič, v povprečju na tej poziciji naredil največ akcij, se pravi potez. Skok, podaja, duel in tako naprej. Tako da pol v bistvu vidimo tudi samo postavitev nekako skozi igro, kako so pač igralci stali in delovali. Če greva naprej, si lahko pogledamo recimo glavna statistika, to je neka osnovna statistika, streli v okvir vrat, prvi, drugi polčas. No, zanimivo je na primer posest žoge, torej zelo je nihala v tej dotični tekmi, torej imamo dve krivulji, torej nekaj časa je napadala ena ekipa, nekaj časa druga očitno po temle parametru. Tako, res je, zelo v bistvu je vijugasta in moči so se, kako bi rekel, prenašale. No. Meni osebno recimo, je ta podatek zelo zanimiv v tekmi in sicer posest iz odprte igre oziroma trajanje napadov. Ne. Če pogledamo, se pravi, ekipa Bravo je imela od 0 do 10 sekund 51 napadov. Se pravi, držala 10 sekund žogo v nogah. Pol od 10 do 20 sekund je imela 24 takih napadov, od 20 do 45 sekund 16 in več kot 45 sekund 2 napada. Če pogledamo recimo Radomlje, oni napad v trajanju več kot 45 sekund ga v bistvu sploh niso imeli. Tako da tukaj se že lahko vidijo neke razčlenjene stvari v sami statistiki. Če gremo naprej, tudi lahko vidimo dueli, prvi polčas, drugi polčas, v napadu, v fazi obrambe, štarti na žogo in tako naprej. Podaje, prvi, drugi polčas posebej, pol so recimo napadalne, nenapadalne in ključne podaje, kratke, srednje, dolge. Veliko v bistvu razčlenjene statistike najdete v samem poročilu. Zanimivo je na primer tudi napadi, v kateri coni se gibljajo. Na primer vidiva, da je Bravo v tej tekmi na primer napadal
po levem boku veliko bolj kot pa naprimer po desni strani. To je verjetno za trenerja zelo pomemben podatek. Res je, ja. Tukaj se vidi v bistvu, kdo je kje napadal. Če se ne motim, je v bistvu to Bravo v bistvu po sredini, ker je to prva in druga ekipa. Tako da Bravo je po sredini največ napadel, Radomlje pa po levi strani. To je dober podatek za trenerja, ki vidi, da v bistvu v naslednji tekmi je treba popraviti, recimo, da bo več napadov tudi po desni, ker nogomet se igra po celem igrišču. Kaj še ponuja tale statistika oziroma analiza tega dvoboja, če samo nekako na hitro preletiva? Torej, dejala sva že dueli, podaje, pridobljene, izgubljene žoge. Imamo pa tudi še eno zanimivost, in sicer Instat Index. Ves čas se pojavlja pri vaših analizah, kaj pravzaprav pomeni Instat Index in iz kakšnih oziroma z katerih parametrov je sestavljen. Instat Index je v bistvu nek skupek vseh parametrov, v bistvu uspešnost vseh parametrov. In na koncu vsak igralec in ekipa dobi Instat Index. Seveda se tudi razlikuje po sami, da rečem, težavnosti tekme. Se pravi, če igra prvi in drugi v ligi ali prvi igra z zadnjim, ne more biti enak indeks. Pol tudi recimo v drugi slovenski ligi in v prvi spet ne more biti enak indeks. Torej v prvi slovenski ligi imajo že v povprečju višje indekse zaradi težavnosti tekmovanja. Tako, recimo, če pogledava, imajo igralci Brava od 200 naprej indeks. Recimo Džajić ima 357, kar je zelo, zelo dober indeks. Ampak treba je povedati, da je Milan Džajić na tej tekmi dosegel 4 zadetke, verjetno tudi zaradi tega tako visok indeks. Tako. Recimo, če dam neko primerjavo, Messi ima indeks včasih tudi 600 ali 700. Seveda to je tekma polfinala Lige prvakov, kjer je verjetno dal 2 gola in 1 asistenco. Torej zaradi že samega zahtevnosti tekmovanja, težkega nasprotnika in tudi že tako zaradi kvalitete same igre, najverjetneje. Tako. Moram tudi povedati, da sami klubi pač po celem svetu, ki uporabljajo naše produkte, se nekako oslanjajo na naš Instat Index pri skautiranju igralcev. Oni si postavijo recimo limit 200 Instat Index. In ko jim nekdo ponuja igralca, oni odprejo našo video platformo in takoj vidijo recimo, da igralec ima 180 in ga sploh ne bojo pogledali. Torej, to je tudi ne samo za nogometaše oziroma trenerje, tudi za skavtske službe je ta indeks primeren. Tako, v bistvu vsi ti podatki so na koncu pač, kako bi rekel, za skavte zelo primerni, da v bistvu najdejo pravega igralca. Poglejmo še samo nekoliko nižje, torej pri posamezni tekmi so razporejeni oziroma so ocenjeni tudi tekmovalci oziroma igralci vsak zase. Torej imamo tudi individualne ocene vsakega igralca. Torej trener lahko za vsako tekmo, če je moje videnje pravo, lahko za vsako tekmo vidi, kako dobro je statistično igral določen igralec. Tako, kot sem prej omenil, pač vsaka poteza je zabeležena. Tako da včasih v bistvu trener, pa tudi vi, recimo, če kdaj gledate tekmo, ne moreš vsega si zapomniti, vseh potez in dogajanj. Tako da, ko se malo spustiš v to statistiko, vidiš neke stvari, ki jih na tekmi ne vidiš. In skozi to tudi lahko razložiš igralcu, kje dela napake, kaj mora popraviti in tako naprej. Tako da to je neko orodje za napredovanje. No, sedaj smo nekako obdelali in pogledali zanimivosti in statistične podatke ter analizo za eno tekmo.
Sedaj si bomo vzeli nekaj premora in si pogledali drugi del vrhuncev 29. kroga, kjer je bilo zelo zanimivo v boju za obstanek. Ko pa se vrnemo, pa si bomo pogledali tudi najboljše posameznike in celotno analizo lige, ki je praktično že pri koncu. Razpoloženi so bili tudi strelci na stadionu Portoval v Novem mestu. Darjan Kovačič je bil glavni sodnik, Krka pa je zabila 3 gole, Fužinar je zabil 2. Torej zmaga na koncu za domačo ekipo, čeprav so goste povedli. Mitja Križan v 11. minuti 0:1, potem pa 3 zadetki domače Krke. In sicer 24. in 33. minuta, dvakrat je bil uspešen Kim, izenačenje in vodstvo z 2:1. Tole je zadetek Kima za vodstvo domače ekipe z neposredne bližine, ko je bil gostujoči vratar Curanović že na tleh. Karlo Kešinović v 38. minuti pa za vodstvo domačih s 3:1. Gostje so iskali priključek v 73. minuti, ko je bil uspešen Mika Mario Rokavec, toda kaj več od zgolj poraza s 3:2 niso uspeli ujeti. Fužinar je 26 točkami na 14. mestu, Krka jih ima 48 in je 5. Dob je igral proti Iliriji in jo premagal z 2:0. Na domačem stadionu, kjer je sodil Roman Glažar, so domači povedli v 85. minuti. Armin Kukavica je bil uspešen. Za potrditev zmage Doba pa je poskrbel Kristjan Šipek v 89. minuti. Nogometaši Ilirije imajo 39 točk in so na 8. poziciji. Dob jih ima 34 in je trenutno na 11. mestu. Udarila sta se tudi Brežice in Veržej na zelo odprti tekmi, kjer je sodil Alen Bubek. Kar 7 golov smo videli, prvi je padel v 7. minuti, Vasilij Ivan Anton 1:0. Izenačen je potem z avtogolom namreč Robina Bardija v 26. minuti, kar nekaj smole seveda. Potem pa Jan Grmek, ki je zabil celo za vodstvo gostujoče ekipe v 50. minuti za 1:2. Tole je seveda tale situacija in potem Kristjan Krajček, 53. minuta, že izenačenje na 2:2, s tem pa zadetkom še ni bilo videti konca, kajti strelci so bili razpoloženi tudi v nadaljevanju. 56. minuta, Rok Rožman, 3:2 za domačo ekipo, torej že popoln preobrat. In potem Lee Hyun Jin, 4:2, 74. minuti in pa Robert Drugović v 78. za končni izid, torej Brežice Veržej 5:2. Brežice 30 točk, 12. mesto, Veržej ima 16 točk in je na poti v nižji rang tekmovanja 16. mestom. Kar 6 zadetkov pa so videli tudi gledalci na obračunu Dekani Rogaška. Sodil je Borut Janžeković, gostje pa so odigrali fantastično tekmo v napadu, sicer pa so prvi zadetek dosegli malce po sreči, kajti šlo je za avtogol Aleksa Petroviča v 11. minuti. Alen Neskić je poskrbel za vodstvo z 2:0, 11-metrovka, 34. minuta. Še v prvem polčasu pa tudi tretji gol za gostujočo ekipo. Rogaška je s 3:0 povedla po zadetku Alena Neskića iz igre, torej tik pred koncem prvega polčasa. Ta isti nogometaš je v drugem delu zabil še 2 gola, toda še prej je bil uspešen Aleš Grošić v 50. minuti 0:4, razpad sistema Dekanov. Alen Neskić je to izkoristil, 58. minuta. Njegov tretji gol, hat-trick in potem še četrti gol v 63. minuti. Neskić je tudi najboljši strelec svoje ekipe, 16 zadetki, na drugem mestu z Alenom Hajrićem. Rogaška ima 27 točk in je 13, Dekanih ima 36 in so na 9. mestu.
In tole je torej še enkrat lestvica. Mura, prva 69 točk, že slavi naslov drugoligaškega prvaka, Drava in Nafta se borita za drugo mesto, sledijo Radomlje, Krka, Bravo, Tabor in Ilirija. Najmanj točk pa je zbrala ekipa Veržeja. Dejan, sedaj sva razčlenila posamezno tekmo, sedaj pa je pred nama analiza praktično celotne sezone. 29 krogov je že odigranih, torej statistika in analiza za prvih 29 krogov. Tukaj je nekaj znova zanimivih podatkov in če kar pogledava, naprimer pri številu oziroma pri posesti žoge, Mura je že prvak, torej Mura bo v vsakem primeru ostala na prvem mestu, no in tudi posest žoge je zelo podobna temu, kako so ekipe razporejene na prvenstveni lestvici. Kaj nam kaže tale naslednji podatek oziroma parameter? Doseženi goli v časovnih obdobjih. Če pogledamo, je Mura najboljša. In sicer, če pogledamo tudi graf na desni strani, vidimo, da je Mura dosegla 20 zadetkov v zadnjih 15 minutah. Kar je daleč več kot pa v vseh ostalih 15 minutah od prve minute dalje. Tako, po moji neki presoji, branju statistike, da rečem temu tako, bi rekel, da je Mura zelo dobro pripravljena. Se pravi, da v zadnjih 15 minutah dosežejo toliko golov, verjetno je pač nasprotnik malo pade, oni pa še zmer. Dejan, če pa pogledava tudi z druge strani, je Mura v teh zadnjih 15 minutah prejela najmanj golov od vseh časovnih obdobij na tekmi. Ampak to je nekako logično, če je ekipa dosegla toliko golov v tistem obdobju napada in je verjetno potem manj možnosti, da nasprotnik v tem primeru Muri zabije gol. Ja, se strinjam, seveda. Ta podatek enostavno točno to pokaže. Če pogledamo naprej, Mura je tudi najboljša kar zadeva gol razlike, so precej pred vsemi nasprotniki, sicer kar 51 golov so dosegli več, kot pa so jih prejeli. Poglejva še, kaj ponuja ta statistika in kaj so tako posamezne ekipe kot posamezni nogometaši dosegli. Veliko v bistvu je same statistike spet tukaj in sicer prejeti goli iz 16-metrskega prostora, iz kontranapadov, doseženi goli, po recimo cone golov, tukaj se vidi, iz katerih con je bilo največ doseženih golov. Se pravi, največ jih je v 5-metrskem prostoru. Torej skoraj da polovica. Tako. No, zanimive so 11 metrovke, tudi tu je razčlenjeno prav vse, torej vse 11 metrovke, ki so bile streljane v drugi slovenski nogometni ligi, lahko vidimo na tem prikazu. Zanimivo, strelci 11 metrov se odločajo največkrat za strel po tleh v levi ali desni vratarjev kot. Morda zame je zanimivo, da so se strelci veliko večkrat odločali za strel v spodnji desni vratarjev kot pa za levega. Je morda tudi to nekako povezano s tem, da je več desničarjev kot levičarjev? Ne, v bistvu je več strelov bilo v levi kot. 30 poskusov, od tega so dali 20 golov. V desni spodnji kot je bilo 23 poskusov in od tega so dali 20 golov. Kar je v bistvu, seveda, če pogledamo ostale neke cone v golu, je to velika večina. Dobro, poglejva še celotno statistiko sezone tudi za posamezne nogometaše, torej imamo tudi podatke, kdo je bil najboljši strelec oziroma najboljši podajalec in vse skupaj, ampak seveda imamo tudi posamezne instat indekse za nogometaše v celotni sezoni. Kdo tukaj prednjači oziroma kdo je najboljši? Tako, kot smo prej omenila, instat indeks ima tudi klub in igralci posebej. Tako da, če pogledamo najprej klube, instat indeks, po instat indeksu je Mura prva. Potem je Nafta, Radomlje, Drava, Novo mesto. To bi nekako lahko primerjal v bistvu z dejansko lestvico. Ni velikih odstopanj, tako da lahko rečemo, da je ta naš instat indeks merodajen.
Torej, pogledaj še nekoliko posameznike. Torej, zaenkrat je Luka Bobičanec najboljši posameznik, kar zadeva Instat indeksa, pa čeprav Luka Bobičanec ni najboljši strelec v ligi. To je napadalec Nafte Roginič, ki je dosegel največ golov, ampak če pogledamo nekoliko po hokejsko, kjer štejejo gole in asistence skupaj, pa je Luka Bobičanec z 28 točkami na prvem mestu in to najverjetneje znova odraža Instat indeks, kjer je veliko parametrov ujetih v ta skupni indeks. Tako, se strinjam. Goli in asistence v takem številu seveda pripomorejo temu, da je prvi na lestvici. Če pogledamo ostale igralce, so to, da rečem, neki vodilni igralci v vseh teh ekipah. Ne. Če greva naprej. Ja, zanimiv je tale podatek ključne podaje. In sicer Nastja Čeh, ki je v tej sezoni že dopolnil 40 let, ampak tukaj je podatek in dokaz, kako kvaliteten nogometaš je kapetan Drave. In sicer daleč predvsem je v ključnih podajah. Kakšna je razlika, če prosim prebereš iz te tabele? Tako, v bistvu odstopa skoraj enkrat več. Tako da 149 ključnih podaj je imel v sezoni, od tega 77 uspešnih. Se pravi, 52% uspešnosti ima, kar je za ključne podaje zelo velik uspeh. V povprečju, da 7 ključnih podaj na tekmo, uspešnih je pa 3,6. Torej, če gledamo potem drugi na tej lestvici, pa ima 78 podaj. Torej, tako kot si dejal, zares skoraj da enkrat več podaj je Nastja Čeh uspel, torej ključnih podaj uspel dostaviti svojim soigralcem. Samo preletiva še, če je kakšen podatek, ki bi ga še sam izpostavil. Torej, imamo tudi v tej letni analizi predstavljene vse parametre po posameznih igralnih položajih. Tako, v tem letnem poročilu, koliko se začela gledati, tudi ključne podaje, podaje v 16-metrski prostor, predložki, vsi te parametri so v tem poročilu in enostavno hitro lahko tudi pri skautiranju igralcev, tudi drugoligaši, ko gledajo za naslednjo sezono, lahko preberejo in v bistvu najdejo igralca na določeni poziciji, to, kar potrebujejo. Ne? Torej, zares teh podatkov je mnogo vseh, žal danes ne moreva predstaviti, pa me za konec današnjega pogovora dejansko zanima še, kaj pripravljate oziroma kaj ponujate drugoligaškim klubom tudi v prihodnje, torej glede na odziv in zanimanje drugoligašev oziroma vseh teh najboljših klubov v Sloveniji je odziv dober. Kaj lahko pričakujejo klubi v prihodnje? Mislim, mi imamo veliko nekih dodatnih produktov. Tako bi v bistvu rekel, da drugoligaši uporabljajo video platformo in statistična poročila. In sicer svojih tekem, nasprotnika in tako naprej. Seveda, mi v ponudbi lahko najdete tudi fitness poročilo, in sicer tekaško poročilo, scout analiza nasprotnika, kjer v bistvu naši analitiki analizirajo zadnje 4 tekme in zelo podrobno tudi opišajo način igre, kako stojijo na kornerjih, v napadu, proti napadih in tako naprej. Kdo je najslabši člen ekipe, primer, ali stisneš zadnjo linijo gor in se dogajajo napake in tako naprej. Pa recimo tudi zelo zanimiv je match center, kjer si lahko v bistvu fani pogledajo kakšen dan kasneje vse parametre v videu. Dejan Gavrilović, hvala za vse tele podatke oziroma za predstavitev Instata in pa zanimivih analiz nogometnih tekem. Seveda upajmo, da bomo na različne načine sodelovali tudi v prihodnje. Vam, spoštovani gledalci, pa ponujemo pred koncem današnje oddaje še nekaj zanimivosti iz družabnih omrežij in pa seveda napoved za prihodnji teden. Lahko že obelodanim, da bomo namreč v zadnji oddaji te sezone gostili predsednika Nogometne zveze Slovenije, gospoda Radenka Mijatovića. Za danes pa hvala za vašo družbo, lep pozdrav in nasvidenje.
Ob podelitvi pokala je tudi uradno potrjeno, da je nogometna šola Mura v letošnji sezoni najboljša v drugi slovenski nogometni ligi. Na stadionu Fazanerija je bilo kljub nepričakovanem rezultatu veliko slavje. Ekipa AŠK Bravo je proti nogometnemu klubu Radomlje dosegla najvišjo zmago, odkar igrajo v drugi slovenski nogometni ligi. 9 golov v mreži nasprotnika so takole slavili igralci Brava. V Sežani je morala ekipa NK Zarica proti Taboru na glavo, če so želeli priti do ugodnega rezultata. To jim je na koncu pri izidu 3-3 tudi uspelo.